Zveza lastnikov gozdov Slovenije je danes v Ljubljani proslavila 10-letnico svojega obstoja in delovanja. S kakšnimi občutki, gospod predsednik? Ja, res sem zadovoljen, da je prvo desetletje minilo v delovnem vzdušju in če pogledam za nazaj, smo lahko ponosni za nekatere spremembe, ki smo jih naredili na področju osveščanja naših članov in širše družbe v odnosu do gozda, predvsem pa do stvari, ki jih gozd poleg lesa nudi pravzaprav. To je torej smisel in pomen vašega dela. Najbrž pa je veliko tega, česar v bistvu ne vidimo. Naš poudarek je tudi na izobraževanju lastnikov gozdov, kajti iz leta v leto z večjo zaskrbljenostjo spremljamo število nesreč, predvsem po žledolomu, in vsaka nesreča, ki se zgodi, je tragika za bližnje, kakor tudi za celo skupnost. In tu s pomočjo Zavoda za gozdove organiziramo tečaje, varno delo v gozdu. In tu je paleta stvari, s katerimi se ubadamo na zvezi. Za razliko z starimi članicami Evropske unije se pa mi ubadamo tudi z normalizacijo slovenskih zakonov, ki naj bi upoštevali lastninske pravice v gozdu. Na današnji slovesnosti ste imeli tudi strokovnjake iz tujine, prav tako pa tudi vidne predstavnike z Evropske unije in iz slovenske stroke, iz smeri gozdarstva seveda. Ja, bil je z nami predsednik Evropske konfederacije Zveze lastnikov gozdov in generalna sekretarka in tudi evropski poslanec v Evropskem parlamentu Franc Bogovič, katera dva sta povedala tudi videnje iz strani izven naših meja, na gospodarjenje z gozdom, na odnos do gozda, na pomene socialne, ekološke, ki jih gozd poleg lesa tudi nudi. Se pravi, slišali smo tako imenovani ameriški in evropski pristop. Ja, primerjava je bila. Amerika ima drugi sistem, ki ni kompatibilen z evropskim. Ne bom šel v detajle, ker danes je dan slovesnosti, mogoče v kakšni drugi priložnosti. Mi se moramo ozirati k evropski strategiji gozdarstva, kajti naši predniki so živeli v Evropi in jaz ne vem, čemu tolika evforija, da zdaj smo pa pridruženi člani Evropske unije, saj to so nas politiki prepričali 60 let, da pa smo mi nekaj posebnega. V resnici so naši geni v Evropi od nekoč. In kakšni cilji so pred vami v naslednjih 10 letih? Torej, Zveza lastnikov gozdov, kot smo rekli, prehaja v najstniška leta, ki bodo vzburkana in mogoče za nekoga nepredvidljiva. Lahko pričakujejo od nas marsikaj, kajti načelo participacije nam omogoča in dovoljuje, da se vključujemo v vse procese zakonskih sprememb. Se pravi, da boste tudi v prihodnje vztrajali tako z našo kmetijsko politiko ali šli v korak z njimi in se vzgledovali tudi po smernicah z Evropske unije in sveta. Absolutno. Vendar poudarjam, da v Zvezi lastnikov gozdov bomo v prihodnje še bolj kot do zdaj se povezovali z vsemi deležniki na področju gozdarstva, na področju podeželja
in z skupnimi močmi skušali vplivati na spremembe, ki bodo v korist tako lastniku, kakor tudi celotni družbi. Kajti posamezni politiki bi hoteli javno mnenje spreobrniti proti lastnikom gozdov. Žal mi je, da v naši družbi še vedno velja predznak lastništvo kot nekaj slabega. V zgodovini in v sosednjih državah je lastništvo nekaj svetega. In lastništvo je odgovornost, lastništvo je zaveza. Hkrati se pa zavedamo, da ni samo gozd črpati, ampak moraš vsaj 50% tega vračati nazaj. Bodisi v obnovo, v nego, v vzdrževanje gozdnih prometnic. In tukaj pričakujemo od Evropske gozdarske strategije, da nam pa zagotovi sredstva za podporo tem projektom, ki jih imamo in na katere še računamo, da jih bomo speljali. Hvala lepa, gospod predsednik, in veliko uspešnega dela tudi v prihodnje vam želim. Najlepša hvala.